Ozdravljen bolnik je resnično za sistem izgubljen bolnik. Zakaj tako radi cepijo že otroke? Takoj po rojstvu. Dajo jim posebne kapljice v oči, da imajo vnete oči tudi po par mesecev. Potem jih obvezno cepijo, da jim poslabšajo imunski sistem. In da imajo bolnike. Naš sistem trenutno ni plačan po številu zdravih ljudi, ampak glede na število napisanih receptov, predpisanih zdravil, zapovedanih in v narekovaju obveznih cepiv. Danes je greh biti zdrav. Normalno pa je biti bolan. Ljudje razmišljajo o smrti in se veselijo, če bojo vsaj kakšno leto živeli s pomočjo medicine in zdravil. Istočasno pa nas sistem uči živeti zelo nezdravo. Ljudje, ki propagiramo življenje, zdravje, ljubezen, čisto vodo, čisti zrak, mir, ljubezen, smo teoretiki zarote. Nismo zaželeni. Imajo nas za nezaželene, nespoštovane. To, da mi ne trošimo denarja iz zavarovalnega denarja za svoje zdravje, ker smo zdravi, to ni za pohvaliti. Vse denarja je dovolj, mora se porazdeliti, pa še malo ga bojo natisnili, ker denar je gonilo življenja. Nažalost, je sistem tako narejen, da nam otroke naredijo bolane s cepivi. A mamice tega sploh ne vemo, ker mislimo, da so cepiva zdravila. Nasprotno, vsako cepivo je nevidna bomba v organizmu, ki čaka vse imunski sistem zaradi kakršnihkoli razlogov, mogoče stresa, mogoče kakršnekoli situacije. Toliko poškoduje, da te bombe eksplodirajo v organizmu v obliki raznih kroničnih bolezni. In to, kar smo danes slišali, številni ljudje niti nimajo svojega zdravnika, je nenavadno. Vsak mora imeti svojega zdravnika, ker zdravniki zdravijo. Zdravniki so čudežna pogruntavščina sodobnega civilizacijskega življenja. Naravni zdravniki so nezaželeni. Preganjajo jih celo, prepovedujejo jim delati tisto, kar je za pacienta tako dobro, da pacient zdravi, ker pacient zdrav ne prinaša dela, ne prinaša denarja. In predolgo živi in črpa sklad za penzijo. Te ljudi je treba pač malo pocepiti, malo jim je treba povedati, da so rizični, zelo rizični in da morajo se cepiti enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, še večkrat, zato ker so tako rizični, ker imajo že toliko let. Sistem je narejen zelo prefinjeno. In vsi tisti, ki delamo za zdravje, za življenje, za ljubezen, za mir, ne bojo nas pohvalili. Daleč od tega. Nevidno nas bojo streljali z njihovi biotopovi, da bomo mi zboleli. Da ne bomo širili smeha, zdravja, modrosti. Taki ljudje
so nezaželeni v slovenski družbi, v evropski družbi, v svetovni, globalni družbi. Na žalost, zelo nezaželeni. In taki ljudje se moramo zagovarjati celo na sodiščih, ker nas obtožujejo, po krivem. Ne bi rada vam prebujala bolečine, ampak moram vam zaupati. Moj otrok leta 97 ni umrl zaradi podhranjenosti, z vegetarijanstva, zaradi tega, ker sem ga tako pridno dojila, ali zaradi tega, ker verjamem v življenje, v Boga, v naravo, v moč življenja. Ne, ni umrl zaradi tega. Naklepno so ga umorili s tresanjem, prefinjeno, zelo podmuklo, z transportno posteljico, ki je bila ena guma odvzeta iz kolesa, da ni bila balansirana posteljica. In ko je otrok prišel na infekcijsko kliniko, to je moja velika napaka bila, ker nisem sebe poslušala in sem se zaradi te napake zelo veliko presekirala. Ampak takrat sem še zaupala zdravnikom. Spoštovala sem jih, cenila. In po 10 minutah, ko je bil otrok sprejet na infekcijsko kliniko, so ga s hematonom peljali na enem lepem, prijaznem, transportnem vozilu iz infekcijske po hodniku na otroško kirurgijo. In močno je treslo. Zelo močno. Naklepno so ga tresli, ker so ga peljali k donatorju organov, k specialistu za možgansko smrt, ki je vedel, da tresanje povzroča poškodbe možganov pri dojenčkih do 15. meseca. In veliko je že opozoril bilo po raznih časopisih: mamice, ne tresite svojih otrok, pazite, kje jih vozite s svojimi vozički, ne umirjajte jih s tresanjem, ker jim lahko poškodujete njihove možgane. In otroci imajo epileptične napade ali pa, kot se temu reče, smrt v posteljici. Jaz takrat, na žalost, nisem bila tako razsvetljena, kot sem danes, in še marsikdo še tega ne ve, tudi med zdravniki. Ne vejo tega, da je močno tresanje dolgotrajno povzroča možganske poškodbe. Moj otrok je bil naklepno umorjen s tresanjem. Naklepno lahko rečem, ob vsaki sekundi svojega življenja od danes naprej. Zakaj? Ker mi je mož januarja leta 2020 naprintal en članek, kjer je pisalo na veliko: mama zaradi svoje neprištevnosti zjutraj ob 5 tako močno stresla svojega 5-mesečnega sineka, da je padel v komo, so ga odpeljali v padovsko bolnišnico, kjer je že po enem tednu bil odklopljen od oživljajočih aparatov, ker mu je mamica s tresanjem, ker je pač jokal zjutraj ob 5, mamica je bila utrujena, tako močno stresla, da naj že otrok neha jokati. Umrl z diagnozo možganska smrt, ki jo je mamica povzročila, ampak ne naklepno, ne namerno, iz utrujenosti, iz obupa, iz tiste agonije, ko bi rada zaspala zdaj za 5 minut, pa je otrok jokal. Where you shall be incarcerated for a term of 50 years. Alexandria Tobias had little reaction when the judge told her she will spend the next 50 years in jail for shaking her young baby to death. These are photos of Dylan Edmondson taken just a few weeks before he died. Tobias admitted to shaking him to death because he wouldn't stop crying while she was playing a game on Facebook. She asked the judge to be lenient. I am trying to say this is a plea about not a plea about pity. I'm asking for mercy. In to mamico so obsodili. Tožilec pa je v njenem imenu podpisal čez en teden odklop od oživljajočih aparatov plus donacijo organov, ker pri možgansko mrtvih otrocih so organi čudoviti biznis. Lahko jih prodajajo tistim, ki imajo dovolj denarja. To je biznis.
Ko sem ta članek prebrala, sem najprej jokala. Hudo mi je bilo za mamico in za otroka. Še bolj pa sem bila jezna na tožilca, ki je v imenu otroka in v imenu mame podpisal odvzem organov. We did not sign up for this. I knew she had to have an autopsy, but this is like remove this, Rebecca Villarreal has questions. preserve each lung. It's about what happened to her adopted granddaughter after she died. 4 days after Elena Castilla died, this memo was sent to the doctor who would perform her autopsy, giving instructions to harvest Elena's organs. Who are these monsters? These are monsters. Who are these people? I didn't sign no papers. I didn't sign for them to disassemble. In the letter, signed by Chief Medical Examiner Dr. Sam Andrews, it instructs the doctor to preserve the brain, remove the cervical spine, eyes, and lungs, among other things. Who is this? Because this is not all of my baby. Because what I'm reading here, this is on my child right here. Remove flesh, hang, preserve the heart. I don't even have raw heart. We tried to see copies of these autopsies from the ME's office, but no one returned our call. On ni nič kriv, da možgansko mrtvi otroci trpijo, ko jih obducirajo in kradejo organe in iz tistih organov marsikaj delajo, kar ne bi smeli. Vem, da je to neprijetno poslušati. Še bolj neprijetno pa je bilo meni to preživeti. 26 let je od tega. Mineva 26 let. Sem odpustila, pozabila pa nikoli ne bom. In glasna bom. Glasna bom vedno bolj, da se to več nikoli nobenemu otroku ne bo zgodilo. To, kar se je meni zgodilo in to, kar se dogaja nehote določenim otrokom, ki jih na infekcijskih klinikah namenoma vozijo k donatorju organov in specialistu za možgansko smrt v tresočih posteljicah, da tam počakajo, da po parih dnevih umrejo z diagnozo možganska smrt. To, kar je bila tudi prva diagnoza pri mojem sinu. Možganska smrt in odpoved organov. Problem je nastal, ker sem prepovedala obdukcijo preko 3 dnevih. Zato sem prepovedala pisno. Takrat se mi ni sanjalo, da so namenoma, naklepno povzročili možgansko poškodbo pri mojem sinu s tresenjem dolgotrajnim 400 metrov po dolgem hodniku. Objavljamo še nikoli videne dokumente, ki so jih pred 2 mesecema našli v trezorju v podzemnih hodnikih Ljubljanskega kliničnega centra in vsa ta leta nihče ni vedel, da so tam. Ampak ta zdravnik, gospod Janez, donator organov, specialist, se mi je v obraz lagal. Gospa, ni problem, čez 3 dni ga lahko obduciramo, lahko ga damo v hladilnico za 5 dni, sploh ni problem. Problem je nastal, ker sem ga hotela videti vsak dan. To je bil problem. In ker sem šla na policijo po pomoč, ker sem verjela, da bo policija zaščitila moje življenje in otrokovo življenje, ker otroci, ki so možgansko mrtvi, niso mrtvi. So še živi. Zato jim pa morajo v roku 24 ur vzeti organe, ker so še živi. In ker sem šla na policijo, naredila prijavo, po faksu poslala pisno prepoved obdukcije prej kot 3 dnevih. In naslednji dan sodni izvedenec poklical policijo in naredil sum na kaznivo dejanje, s katerim pa je uradno samemu sebi dovolil obdukcijo. Meni pa je rekel, veste, gospa, ker vi prepovedujete obdukcijo, se verjetno bojite, da bomo mi kaj odkrili. Halo? Ja, odkrila sem.
največjo korupcijo v kliničnem centru, ki se je odvijala leta 97 in katero je treba 100% preprečiti, da se nobenemu otroku v bodoče kaj takega ne bo zgodilo. Ker 8 milijonov otrok letno izgine mamicam. Lansko leto je bil celo članek, da je v Jugoslaviji več kot 3000 dojenčkov uradno umrlo po porodu, prvi, drugi, tretji dan, v resnici pa so jih prodajali in mamicam lagali, da so njihovi otroci umrli. To je bilo v časopisih. Dokazljivo. Pojdite na Google, vtipkajte ukradeni dojenčki, laži, prevare. To se dogaja v tem svetu, v tem trenutku med nami. In mi to gledamo in dovoljujemo, da nas cepijo, da nam pišejo zdravila, da nas imajo za bolnike, ki ne smejo ozdraviti, ki ne smejo biti srečni, ki ne smejo živeti zdravega življenja, ki se morajo cepiti, imeti zdravila za to, da biznis cveti. Ljudje, prebudimo se, vsi. In odločno recimo ne, ne, ne zdravilom, tabletom, obdukcijam. Ni v interesu, da bolniki ozdravijo, ker ni v interesu, da so bolniki še bolj bolani, ker ozdravljen bolnik je izgubljen bolnik za sistem. Dragi moji prijatelji, 26 let sem dovolj trpela v tišini in ne bom več tiho, ker sem sokriva in soodgovorna za vsako smrt, ki se še dogaja v kliničnem centru zaradi tresanja s posteljicami, ki tresajo dojenčke do 15 mesecev. Ne smemo biti tiho. Življenje je dragoceno. Življenje je dar, ki smo ga dobili, in mi smo tisti, ki moramo reči ne, odločni ne vsemu, kar ne podpira življenje. In če vemo nekaj, smo dolžni to govoriti. Dolžni smo povedati resnico na glas. In hvaležna sem vsem zdravnikom, ki so trenutno na sodiščih zaradi resnice, zaradi ljubezni do življenja in do ljudi. Hvaležna sem tem pogumnim zdravnikom, ki so pripravljeni izgubiti svoje službe, svoje ime, zato da rešujejo življenja in da ljudem odpirajo oči, modrost dajajo. Hvaležna sem Mihaelu, ki nam vsak teden pripravlja toliko novih informacij. Ljudje se prebujamo. Mi smo prebujeni že. In dovolj nas je, da zaustavimo vso to morijo in vso to goljufijo in vse te laži, ki ne podpirajo zdravja. In moramo živeti tako, da bomo govorili, da je življenje življenje, da nimajo pravice nam zastrupljati zrak, ne vode, ne hrane. Nimajo te pravice ubijati življenje, ker bojo veliko odgovornost imeli pred tistim sodnim trenutkom, ki jih čaka. In ne bi bila rada na njihovem mestu. Jaz sem gospodu Janezu povedala, da bo imel veliko prekletstvo mojega Boga, če bo mojega otroka obduciral prej kot v 3 dnevih. Pa se je zdrznil, odšel ven in prišel z enim velikim, močnim redarjem, čuvajem, ki bi me mogel vršiti iz tiste pisarne, ker sem bila moteči faktor za njega, ker je želel krasti organe čim prej, v roku 24 ur in se me hotel znebiti. Vendar ta čuvaj ni mogel niti enega koraka do mene narediti. Jokati je začel in je se zavzel, pa zakaj ne bi gospe dovolili, da bi otroka videvala. Gospod Janez se je samo zdrznil, zjezil, odšel ven, prišel nazaj, otroka sem dal na sodno medicino, zdaj se pa mente za sodno medicino. Doktor sodne medicine, ki me je prijavil, da je otrok umrl zaradi podhranjenosti, danes ni več živ med nami in ga ni. Dobil je svojo kazen.
za goljufijo, laž in prevaro in za lažno sodbo. Jaz bom to sodbo oprala iz svojega imena. Bom oprala. Pa ne zaradi mene, ampak zaradi resnice. Ne moremo obsojati ljudi, ki delamo za življenje. Ne smemo spreminjati smrti, ki je bila naklepni umor, v smrt zaradi dojenja, ljubezni, vegetarijanstva. To je nedopustno. Nedopustno. In naj resnica živi, naj resnica zmaga, ker zmaguje. Po 26 letih sem še bolj glasna in še bolj bom glasna. Zakaj? Zato, ker ljubim življenje in ker vem, da nihče v imenu medicine, v imenu cepiv, v imenu zdravil nima pravice ljudem jemati zdravje in krajšati življenje. Nimajo te pravice. In tudi jim ne dovolimo več. Dajte nam čisto vodo, čisti zrak, lepe medsebojne odnose, resnico. Spoštujte življenje vsi. In zdravniki, ki ste zaprisegali, da boste varovali življenje, delajte to. Ne delajte za denar, ne delajte za farmacijo, ne delajte za globaliste. Delajte za življenje, da boste živeli tudi vi srečnejše življenje. In da ko boste zapustili ta planet, boste odšli s ponosno hrbtenico, z srčnostjo, ker ste naredili tisto, kar je bila vaša dolžnost. Ščitili ste življenje svoje, od svojih žena, od svojih otrok, od svojih bratov in sester. In naj se tako zgodi, da bo življenje življenje in da bo ljubezen, resnica zmagala. To, kar je tudi prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje Belis. Hvala za vašo pozornost in hvala, ker se boste uprli in boste svoje zdravje vzeli v svoje roke in delali to, kar je za vas tisto, kar je najbolj zdravo, najbolj usrečujoče. Toliko danes od mene. Hvala lepa. Ja, takemu govoru, samo moment, takemu govoru se še noben župnik ne bi branil, tako dobro je bilo to. Tisti, ki zaruhni sprižence, tako je treba narediti, tako da iskrena hvala. Samo še nekaj sem si zapisoval vmes. Kdo vse služi na račun stvari, ki si jih povedala? Policija, tožilstvo, sodišče, farmacija, sodna obdukcijski center, medijski pomp, vsi mediji, vse televizije, vsi cajtengi, preprodaja organov, psihologi zaradi duhovnih težav, duhovniki, apoteke, farmacija, družinsko trpljenje in to se vleče iz kolena v koleno. To se pravi, kdaj je človek sploh lahko zdrav? Ko se odloči. Ko se odloči. Odločili smo se, da bomo zdravi. To se pravi, hvala vsem danes za to prisotnost. A veste, zakaj sem to izpostavil? To, kar sem zdaj povedal, je nič v primerjavi s tem, kar bomo čez 5 minut videli v filmu, cirka 40-45 minut. Kaj se v svetu dogaja? Kakšne stvari, čemu vsemu smo podvrženi, tako da jaz nisem vedel, ali bi se tle na stolu zjokal, kako bi to posredoval naprej. Odločil sem se po klasiki. Zadevo sem vzel tako takšna, kot je, v surovem stanju. Maksimalno sem se posvetil z vsem svojim časom, dušo in srcem, da sem to zadevo najbolj ustrezno prevedel v naš slovenski jezik, tekoči jezik, da se to razume. In upam, da si boste film naknadno pogledali ali na Odisej ali na YouTubeu, odvisno kater kanal nam bodo zbrisali. Eden bo ostal, če ne bomo novega naredili. Tako da vam predlagam, ne da si pogledate enkrat, ampak dvakrat in da potem to zadevo tudi posredujete, če bo možno naprej, vsem tistim, ki jih tudi zanima.